Misli iz Biblije. Devetletni Edwin Powell Hubble je usmeril svoj pogled na mesec, ki je postopoma postajal bakrene barve. Dramatičen pojav luninega mrka na črnem nebu je pritegnil njegovo pozornost. Užival je v raziskovanju zvezdnatega neba z dedkom, ki niti slutil ni, da bo njegov vnuk Edwin nekega dne odkril stvari, ki bodo spremenile pojmovanje vesolja. V začetku 19. stoletja so pozornost astronomov pritegnile tako imenovane meglice. Edwin Hubble je dokazal, da gre za velikanske vrteče se ustroje zvezd daleč zunaj Rimske ceste. Prvi je izmeril oddaljenost meglic, da bi videl, ali so blizu ali daleč. Odkril je, da se spekter barv zelo oddaljenih meglic premakne proti rdeči ali proti vijolični. Ta spekter je odvisen od smeri gibanja meglice in njene hitrosti. Danes temu pravimo premik spektralnih črt ali Hubbleov efekt. Nadaljnja raziskovanja so pokazala, da so tudi druge meglice velikanski ustroji zvezd ali galaksije. Nekatere manjše, nekatere pa veliko večje od naše Rimske ceste. Kakšni čudeži so odkriti v življenjskem obdobju enega človeka. Pred skoraj 3000 leti je neki drugi deček, David, opazoval nočno premikanje zvezd, planetov in meseca. V svojem prvem psalmu o naravi se je David osredotočil na zvezdnato nebo in ganjen zapisal: Ko ogledujem nebesa tvoja, prstov tvojih delo, mesec in zvezde, ki si jih postavil, govorim, kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da ga obiskuješ. Davida ni motila luč ali industrijski smog, zato je v noči brez mesečine lahko naštel 3000 zvezd. Fizika pozna več zakonov, ki veljajo v vsakršnih okoliščinah. Med njimi je tudi drugi zakon termodinamike, ki pravi, da iz nereda ne more nastati red brez načrtno vložene energije. Nažalost, mnogi fiziki danes verjamejo prav to. Trdijo, da je vesolje nastalo v veliki eksploziji nereda. Ponižnost pač ni človekova odlika. Prišli smo komaj do Lune in že trdimo, da smo osvojili vesolje. Ne vemo, iz česa je sestavljeno 70% vesolja, pa kljub temu zanikamo obstoj Boga. David se je ob zrenju v nebo počutil zelo majhnega. Koliko manjši bi se morali počutiti danes, ko o širnem vesolju vemo toliko več. Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da ga obiskuješ? Bog je pred 2000 leti obiskal ta mali planet in po Jezusu Kristusu človeku razodel svoj značaj. Ponovno nas bo obiskal in s seboj odpeljal po nižne. Skupaj z Davidom lahko vzkliknemo: Jahve, Gospod naš, kako veličastno je tvoje ime na vsej zemlji in v vsem vesolju. Misli iz Biblije. O vesolju smo razmišljali Robert Werner, Metka Jakšič, Mitja Krže ter Mateja in Tom Mlinar. Lepo pozdravljeni.